Lep dobro večer, drage gledalke in dragi gledalci. V današnji kroniki tedna se bomo še enkrat spomnili letošnjega pokala Vitranc, ki je kljub težkim vremenskim razmeram dobro uspel. Na kratko pa se bomo ozrli še na en velik športni dogodek, smučarsko-skakalni praznik pod Poncami, ki nas čaka prihodnji vikend. Bili smo na občnem zboru turističnega društva Dovje Mojstrana ter na festivalu Om v Kranjski Gori. Preverili smo tudi, kako svoje prve smučarske zavoje delajo najmlajši smučarji v Zgornjesavski dolini. Minuli konec tedna so se v Kranjski Gori ponovno zbrali najboljši smučarji v tehničnih disciplinah. Letošnji že 55. pokal Vitranc je postregel s kar 3 tekmami za svetovni pokal. Pestre so bile tudi vremenske razmere, od sonca do snega in dežja, kar je organizatorjem tekmovanja povzročalo nemalo skrbi in dela. A izkušena ekipa pod vodstvom Aleša Vidica se je tudi tokrat odlično zoperstavila muhasti naravi in poskrbela, da je smučarski konec tedna uspel. Kaj zdaj lahko rečem, da smo lahko ponosni na te fante, ki so to naredili. Na Aleša Vidica, ki je pravilno predvideval, ukrepal, bolj malo spal te zadnjih par dni, ne? In pa na vse, ki so pač svoje delo opravili na terenu in tudi izven terena, tudi ta del je pomemben. In če potegnemo črto, smo imeli za sabo 3 uspešne tekme, ki jih verjetno marsikje drugje ne bi uspeli izvesti. Imamo odlično ekipo, jaz pravim najboljšo na svetu. Po mučnem boju z naravo in uspešni izvedbi celotnega programa tekem letošnjega pokala Vitranc je vodjo ekipe, ki je skrbel za pripravljenost proge, čakala zaslužena sprostitev v masažnem bazenu. Sem že razmišljal, da bomo kar nehali, ampak ki je tako fleten, bomo pa še nadaljevali. Tako da, krasno. Janez Šmitek, ki je v zgodbo pokala Vitranc vključen že od samih začetkov, priznava, da je to res izjemen dosežek, ki pa ga ne bi bilo brez bogatih izkušenj. To mislim, da je v vsej zgodovini, kar sem zraven, največja zmaga, ki nam je uspela. Ne? To je 3 tekme v tako težkih pogojih. Moraš imeti izvežbeno ekipo, moraš imeti ogromno ljudi, ki so pripravljeni delati, moraš imeti pa tudi strojno opremo. Ne? Ker če se spominjam nazaj, ko sem bil vodja tekmovanja pred davnimi leti, mi tekme v takih razmerah ne bi naredili tudi slučajno, ne? Ker ne moreš odstraniti 15 000 kubičnih metrov snega, ne moreš poriniti s proge, če nimaš ta pravih teptalnih strojev. In tudi tistih ljudi, ki to znajo upravljati. Ne? Ta ekipa, ne? Če pogledaš, tukaj imamo ljudi, ki so stari 80 let. Kontrola, recimo, jaz ga poznam, ki je od samega začetka zraven. Te so midva recimo z podrekarjem Matutan, sva tudi že od leta 61. Ne? In to je toliko znanja akumuliranega, ne? Da ti veš, kaj je treba narediti. In to nekje, ki tega ne znajo, jim taka tekma ne more uspeti. Na požrtvovalno ekipo, ki je uspela kljub težkim razmeram zagotoviti pogoje za izpeljavo vseh 3 tekem, so ponosni tudi v domačem alpskem smučarskem klubu. Marsikdo si težko predstavlja, koliko energije in delovnih ur so delavci pustili na vitranški strmini. Mi smo sicer navajeni te tekme organizirati na najvišjem nivoju, ampak toliko nam je narava letos zagodila, pa se vsem organizatorjem nam ni še nikoli in res toliko truda, kot je bilo vloženo, toliko volje, toliko pač nekega interesa po doseganju tega cilja, da samo vsaka čast vsem, ki so prispevali sebe tukaj noter. Ja, tle na vsaki tekmi je skoraj 500 ljudi prisotnih, od teh jih dela skoraj 300 na progi in te, ki so bili na progi, so bili v bistvu zadnji teden 24 ur na razpolago, od tega so delali več kot 12-13 ur na dan, tako da to je težko opisati, težko razložiti, to bi pač mogli biti tukaj na terenu in videti. In temu tudi sledijo potem vse ti vodilni na FISI in ni bilo tudi v enem trenutku vprašanja, tekme bodo, a ne bodo. S čestitkami na račun prizadevnih organizatorjev ni skoparil niti kranjskogorski župan. Čestitke kot prvo vsem delavcem, ki so v teh nemogočih sneženih pogojah izpeljali in rešili te 3 dni tekmovanj za 55. pokal Vitranc. Jaz sem res ponosen na nje.
Mal kakšno prizorišče se ponaša z tako zagnanimi, tako srčnimi delavci in volonterji, ki pomagajo pri izvedbi vsakoletnega pokala. Ob takšni borbenosti za čim bolj nemoteno izvedbo tekmovanj se za pokal Vitranc tudi v prihodnje ni bati. Pokal Vitranc že nekaj let spremlja tudi spremljevalni program, ki svoj vrhunec doživi v soboto zvečer. Tako je bilo tudi letos, ko so na odru v Kranjski Gori podelili priznanja zmagovalcem sobotne tekme in razdelili štartne številke za nedeljsko tekmo. Seveda pa ni manjkalo tudi glasbe, za katero sta tokrat poskrbeli skupini Midva in Dan D. V petek so se na občnem zboru sestali članice in člani turističnega društva Dovja Mojstrana. Sadovi preteklega leta so lahko več kot zadovoljni, sodeč po načrtih pa sveži ekipi še ne bo zmanjkalo energije za oživljanje turizma v krajih pod Triglavom. Leto 2015 je bilo za društvo izjemno pestro. Izpeljali so kar nekaj prireditev in se lotili nekaterih novih projektov, med katerimi je predsednik Matjaž Podlipnik izpostavil tiste najpomembnejše. Najprej bi na tem mestu pohvalil vse člane društva, še posebej pa člane upravnega odbora, ki so res pustili srce za društvo in pa za kraje pod Triglavom. Težko je izpostaviti en dogodek ali dva, ker bilo jih je res precej. Mogoče pa vseeno večer na vasi, bil je jubilejen 30. To je bil zelo zanimiv večer, zopet nas je obiskal dež, pa spet smo ga pregnali uspešno. Potem zagotovo ne moremo mimo 120. obletnice Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. No pa potem Aljaževi dnevi, ki smo jih prevzeli nekako, oziroma smo prevzeli vodilno vlogo v sklopu številnih društev pod Triglavom. Prevzeli smo pa žezlo od kulturnega društva iz Dovjega. Ti Aljaževi dnevi so nam kar lepo uspeli in upajmo, da nam bodo tudi v letu 2016. Tako da seveda tudi veseli december je bil pester, bogat, mnogo pestrejši kot prejšnja leta. Moram pa poudariti tudi na tem mestu, da imamo srečo, da je nekako tudi možnost boljša, kot je bila mogoče so možnosti boljše, kot so bile prejšnja leta, kajti tudi občinska oblast je trenutno zelo naklonjena turizmu, tako da lahko delamo. No, če se dotakneva še malo tega vašega novega slogana v objemu Triglavskih pravljic, ne smeva pozabiti tudi na pomemben projekt, se pravi ta blagovna znamka in pa hkrati tudi promocijski film. Kako se je ta slogan in pa ta film prijel? No, slogan se še prijemlje, seveda taka zadeva potrebuje svoj čas in tudi naš slogan ni izjema. Tule še enkrat želim poudariti, da ne gre samo za triglavske pravljice, ki jih poznamo v okviru Rajš, ampak seveda za vse zgodbe, vse pravljice in vse prijetne trenutke, ki jih lahko gostje, turisti in pa domačini doživimo tule pod Triglavom. Seveda triglavske pravljice same po sebi že nakazujejo, da gre za hribovske dogodke, hribovska doživetja in zato seveda tudi mi v Mojstrani in na Dovjem želimo nekako oblikovati eno tako prepoznavno alpsko vas. Seveda, film se je kar dobro prijel, preko 7000 ogledov na YouTubu smo zaenkrat zaznali. Za take majhne kraje, kot je Mojstran ali Dovje, je to kar v redu. Če recimo spremljam večje centre, pa marsikdaj potrebujejo tudi kakšen dan ali mesec, celo leto več, da dobijo toliko ogledov. Tudi letos jih čaka kar nekaj dela. Med drugim bodo obeležili 120-letnico doma na Kredarici. Že zdaj vse gledalce televizije ATM povabim, da nas obiščete pod Triglavom, pridete na naše številne prireditve, pa ne bo to Juriš na Dovško babo, naj bo večer na vasi ali pa Aljaževi dnevi. Letos bomo imeli tudi zelo zanimivo igro, ki jo pripravlja Marcel Gombot s svojo ekipo, torej Dom na Kredarici. Ob tem pravem času 120. obletnica je in to bo prav na Aljaževih dnevih premiera, pa še potem se bo dal nekajkrat prideti na Dovje in si ogledati to res zanimivo predstavo, igro. Vsekakor
bom izrabil priložnost in vas tudi povabil na sobotno dogajanje na Aljaževe dneve. Takrat bo pa tule pop design in predvidevamo, da bo zares pestro, da bo zabava res taka, kot mora za zaključek poletja biti. V letošnjem letu bo verjetno rdeča nit ne samo v objemu Triglavskih pravljic, kot ponavadi pravimo, ampak letos bomo poskušali turizem pod Triglavom nekako postaviti na skupen imenovalec. Kako se bo to dogajalo, premikalo, boste pa videli sproti. Na občnem zboru so podelili priznanja tistim, ki so najbolj pripomogli k uspešnemu delu društva. V prvi vrsti, kot sem že na začetku omenil, se moram zahvaliti svojim članom in pa svojemu upravnemu odboru, na katerega sem res lahko upravičeno ponosen. Potem pa seveda številni krajani, krajanke, člani tudi drugih društev in seveda tudi vodstva ostalih društev. Vsi bi si zaslužili kakšno nagrado, težko je izbrati. Vsem nagrade nam moramo podeliti in letos smo sklenili, da bomo najbolj tistem, ki smo jih najbolj prepoznali, da so se še posebno angažirali in bomo podelili posebne pohvale. Prav priznanje pa smo rekli, bomo pa samo enemu v letošnjem letu in upravni odbor je nazadnje soglasno sklenil, da si to zasluži zagotovo Jani Zajšek in njegova žena Brigita. Prvič zato, ker se izjemno trudita, da bi zimska sezona pod Triglavom vsaj približno izgledala turistična in kljubujeta vsem vremenskim neprilikam in se trudite z žičnico. Poleg tega sta pa tudi zelo aktivna pri društvu in marsikaj s svojim delom, pa tudi s svojimi stroji brezplačno naredita. In jaz mislim, da si najbolj v tem letu zaslužita eno posebno priznanje. Med dobitniki priznanj velja omeniti tudi Franceta Vogo in Špelo Oblak, ki sta najbolj zaslužna za freske na fasadah starih dovških domačij. V torek 8. marca smo svoj dan praznovali ženske. In ker se večina rada dobro počuti v svoji koži, so ravno na mednarodni praznik žena v Kranjski Gori pripravili festival OM. Gre za sklop kulturnih dogodkov, ki jih po Sloveniji in tujini pripravlja klub Devijani. Na Kranjskogorskem festivalu so premierno predstavili knjigo Joga za nosečnice avtorice Ane Kersnih Žvab. Joga za nosečnice je moja prva knjiga in je tudi prvi in edini jogijski priročnik za nosečnice v Sloveniji. Tako da se je v bistvu s tem tudi zapisala v zgodovino. Sedaj poteka prevod v angleščino in nemščino. Na v bistvu za širjenje same knjige, te pozitive vadbe joge za nosečnice, pa probamo širiti tudi prek festivala OM, ki je namenjen širši publiki, ne le bodočim mamicam, tako da s pestrim programom privabimo čim več ljudi in širimo tisto dobro, pozitivno energijo. Na današnji prireditvi so nastopili različni pevci, in sicer Aljaž Ravnjak, reper Denis Čorčip, med drugim tudi 4 različne plesne šole in profesionalni plesalci, Moj klub, Miki plesna šola, potem Urbanize pod vodstvom Mojce Svetina, klub Artista in še ogromno drugih umetnikov in ustvarjalcev. Super. Smučarska šola skischool.si Kranjska Gora je tudi letos organizirala brezplačen smučarski in deskarski tečaj za otroke iz Kranjskogorske občine. Za nekatere otroke je bila to sploh prva izkušnja na smučeh. Drugi so svoje dosedanje znanje le utrjevali. Vsi skupaj pa so se zelo zabavali. Ja, malo se učimo, pa gremo gor, pa se pa dol vozimo. Pa veliko padamo. Ja, v to prvo malo večkrat pademo, drugače pa dobro. Tako, zdaj se navadimo, jutri gremo pa že na žičnico. Tako da je ful dobro. Ja, namen tega je, da pač omogočimo otroke z Kranjske Gore, da se naučijo smučati pa bordati, ker se mi zdi nekako, da jih je malo premalo smučiščev, pa jih lahko bilo več. Svako šato počitnic se mi je zdelo, da jih ni bilo in nekako smo se odločili na podlagi tega, da naredimo ta tečaj, pa da jim omogočimo smučanje, vsaj 2krat v sezoni, če ne večkrat. No, odziv je kar dober. Ja, zelo dobro. Lani je bilo prijavljenih 25, letos je pa kar 60 otrok skoraj prijavljenih, tako da je kar dober odziv, ja.
Tudi strani občine je bil odziv tako, so bili zelo zadovoljni, da smo se tega lotili in tudi jaz sem zadovoljen, da smo se tega lotili. No. Mislim pa, da so tudi otroci zadovoljni, tako da, evo, tukaj 14 borderjev, pa vsi so, ko mi čakajo, tako da v redu, super, ja. Lani so bili bolj smučarji, ne? Ni bilo toliko borderjev. Ne, lani se je bilo to prvič in sploh nisem pomislil, da bi naredili še za borderje, pa smo rekli smučarski tečaj, ok, bomo videli kako pa kaj in je bil ful dober odziv, pa so pa rekli, ok, letos moramo to zadevo še malo boljše narediti, kot smo naredili lansko let. In smo rekli, da bomo naredili še za bord letos in je bil zelo dober odziv za bord. No. Res, tako. In kot smo vas takole povezovali, ne gre samo za učenje, ne, ni samo šola, ampak je tudi zabava, ne, tudi kakšna kepa preleti mogoče v učitelja, ne. Ja, skozi, ja, to se dogaja skozi konstantno, ker je eno, pač bistvo tega je zabava, pač zdaj profesionalno nekaj pa zabava, pač mi smo pa bolj ta zabaven program vzeli, kar se mi tako zdi, da je tako bolj. Pač bistvo tega je druženje, zabava na snegu, pol pa šele pride šport. Dober, ampak jaz prehitevam tam in grem zelo hiter. Pičke dati skupaj. Otroci so bili ob koncu dvodnevnega tečaja nagrajeni tudi sladkim presenečenjem. Prepričani pa smo, da bo večina od njih tudi v prihodnje pridno vijugala po zasneženih strminah. Pregled dogodkov, ki nas čakajo prihodnji teden, bomo začeli pri še enem velikem športnem dogodku v Zgornjesavski dolini, smučarskih poletjih v Planici. Od četrtka do nedelje bodo vse oči športnih navdušencev uprte v Planico, kjer bodo letošnjo sezono svetovnega pokala zaključili smučarski skakalci. Obeta se res izjemno vzdušje, še posebej zaradi velikih uspehov Petra Prevca in ostalih naših orlov. V četrtek bo na sporedu najprej ob 9. uradni trening, ob 11. pa kvalifikacije. Zares bo šlo v petek popoldne, ko bo na sporedu prva tekma v poletjih. Prva serija se bo začela ob 15:15. Sobotni program ekipne tekme se bo začel ob 9. s poskusno serijo, uro kasneje pa bo na sporedu prva serija. Tako bo tudi v nedeljo, ko se bodo smučarji skakalci še zadnjič letos pomerili na posamični tekmi. Poleg tekmovalnega dela bodo praznik pod Poncami začinili tudi spremljevalni dogodki. Vse 4 dni bo po končanih tekmah potekal zabavni program. V četrtek bodo obiskovalce zabavali Trkaj, Erik, Astrid ter DJ-ja Nipke in Dej. V petek skupina Happy O McWeasel, v soboto in nedeljo pa zasedba Midva. Dogajalo se bo tudi v bližnji okolici. V četrtek ob 18. na Trgu na Gorici v Ratečah pripravljajo prireditev Pozdrav junakom daljav, kjer se bodo predstavile skakalne ekipe, ki bodo nastopile v Planici. Za zabavo bo poskrbel Zahod band. V soboto zvečer pa bo pred dvorano Vitranc v Kranjski Gori oživela navijaška vas. Začelo se bo že ob 18. Nastopili bodo domačin Anže ter skupini Nočni skok in Rok Partizani. Ob 20:30 bo podelitev startnih številk za nedeljsko tekmo. Občina Jesenice vsako leto v času občinskega praznika organizira tradicionalni Jožefov sejem. Ta bo tudi letos potekal na Stari Savi in sicer od 18. do 20. marca. Poleg raznolike sejemske ponudbe, ki bo obiskovalcem na voljo od 9. do 19. se nam vse 3 dni obeta tudi zanimiv spremljevalni program. V petek ob 16. bodo namenu uradno predali prečno povezavo čez železniško progo most, ki bo povezal Trg Toneta Čufarja z muzejskim območjem Stara Sava. V soboto ob 10. bo na Stari Savi start pomladnega teka Jesenic. V nedeljo ob 11. pa bosta predstavitev Stare rudne poti in kviz Spoznajte Jesenice. Vse 3 dni ne bo manjkalo tudi glasbe. Nastopile bodo skupine Kadar Voč, Jodel Express in Zgornjesavci. Zdaj pa še k nekaterim drugim dogodkom. V kinu Železar na Jesenicah bo v ponedeljek ob 17. potekal kviz o poznavanju zgodovine mesta Jesenice.
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v tednu, ki je pred nami, pripravlja 2 brezplačni delavnici. V torek bo delavnica Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo, v petek pa še delavnica Evropski programi in iskanje poslovnih partnerjev v Evropski uniji. Obe delavnici bosta potekali med 10. in 13. uro v prostorih Ragorja na Jesenicah. Potrebne so predhodne prijave. V torek ob 17. bo v Železarskem muzeju na Stari Savi na Jesenicah potekala delavnica z naslovom Darilo za mamico, ki sodi v sklop spremljevalnih prireditev ob razstavi Delavke železarne. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori bo v sredo ob 16. delavnica izdelovanja cvetno-nedeljskih prajklov. V Mojstranški knjižnici bo v sredo ob 17. brezplačna delavnica za odrasle, volnena krasitev Velike noči s petruško. Članice in člani Društva upokojencev Javornik Koroška Bela se bodo v petek ob 16. zbrali na rednem letnem občnem zboru, ki bo v prostorih društva na Slovenskem Javorniku. V Ljudskem domu v Kranjski Gori bo v soboto ob 17. rock'n'roll musical Bine Štampe Žmavc, princesa kamnitih besed. Kar nekaj razlogov za veselje smo vam nasuli za prihodnji teden in upamo seveda, da boste z nami tudi pri ogledu Kronike tedna. Nasvidenje.